Sprav moja naloga je, da predstavim drugi 2/3 pamfletnega trojčka, ki je izšel junija letos in nekako na nek način se vse 3 knjige dopolnjujejo, mestoma nagovarjajo in naslednja je pa ta, ne? Prekrivajo, ker naslednja je pa zahodna politika Rusija in Ukrajina, v kateri mačkam kasneje. Kot je omenila Agata, provokacija je pravzaprav kratka zgodba Stanislava Lema. Stanislav Lem, poleg tega, da se je v svojem pišočem življenju ukvarjal z pisanjem romanov, kratkih zgodb, esejistiko, futurologijo, je precej izpopolnil tudi 2 žanra, ki se mi zdita zelo zanimiva. En so uvodi v neobstoječe knjige in drugi so recenzije neobstoječih knjig. In ta provokacija gre za recenzijo neobstoječe knjige izpod peresa neobstoječega avtorja Horsta Aspernikusa z naslovom Genocid Völkermord. In knjiga je pravzaprav poda Lemovo razumevanje, na nek način tematizacijo, popolnoma seveda zapakirano v totalno fikcijo, ampak seveda spodaj je mnogo več kot fikcija, ali pa če seveda lahko fikcijo pa realnost na tak hierarhičen način ločimo. In gre za to, da v bistvu umesti genocid kot človeški fenomen v širšo človeško zgodovino in pri tem v kontekstu holokausta, katerega je kot človek, ki se je rodil v Lvovu, tudi doživel sam, kasneje se je preselil na Poljsko. Tako da dejansko v tej konceptualizaciji genocida izpostavil 2 pomembna vidika. Eno je etika zla, skozi katero se danes in v preteklosti in žal verjetno tudi v prihodnosti vedno znova upravičuje genocidno nasilje in masakr. In drugo je estetika kiča, kjer gre za v bistvu vedno znova jemanje nekih elementov, poudarkov, pripovedi iz preteklosti, ampak se te v sedanjosti nekako v bistvu izbledijo in postanejo prazne in s tem vedno znova naseljive z etiko zla. Druga knjiga... In Martin je tudi avtor spremne besede tukaj. Ja. Tako, in prevedla pa, kot je omenila Agata, je pa kolegica Simona Klemenčič. To je pa govor Jeffreya Saxa iz Evropskega parlamenta, tukaj pa avtor spremne besede Tomaž Mastnak. Ne? Tako. Tale knjižica je v bistvu zanimiva iz vidika, da ne gre za pisano besedilo, ampak gre za transkript govora, ki ga je imel Saks v Evropskem parlamentu februarja letos, v katerem poskuša na nek način odpreti en drug pogled na vojno v Ukrajini, ki se poskuša izogniti tem nekim binarnim, histeričnim interpretacijam situacije v Ukrajini in tudi sicer drugje po svetu, ki imajo tendenco, da delijo vse na izključno dobro ali pa izključno zlo. In pri tem nekako poskuša v bistvu tematizira vse bolj fragmentirano in nemočno Evropo v odnosu do Združenih držav Amerike in se pravi nekako na nek način razpad evropske moči in vloge v svetu, kar se odraža tako na primeru vojne v Ukrajini, kot seveda tudi v odnosu do genocida v Gazi. Tomaž Mastnak v spremni besedi ta govor malo širše kontekstualizira in poda še nekaj dopolnjujočih informacij in se mi zdi, da je ta pamflet, kot tudi številka 11 in 10, so dobro delujejo v paketu, ravno tako dobro delujejo tudi vsaka zase, predvsem z vidika tega, da
v časih, kakršnih so danes, ki težijo k temu, da se pozicije konsolidirajo na poljih, poskušamo vendarle stopati iz te usiljene histerične binarnosti in si ne vzeti misli in si ravno tako ne pustiti vzeti besede. Hvala lepa.